Bruno pravi, da si mu všeč takšen, kot si. Nino, sem tudi jaz te všeč takšna, kot sem? Čak. Spreminja. Ne bi spremenil. Čist nič. Evo, nisem več sama v studiu, z mano je že Nino Cokan. Dobro jutro. Dobro jutro. A lahko odložiš telefon, pa se z mano meniš? Vse sem v bistvu. A vidite, kako je to, ne? Ko pravijo, da smo mladi tisti, ki smo skozi na telefonih, evo, pride tule Še mlajši pa je tudi na telefonu. No, evo, točno to. Naš zvesti športnik, ampak že mal si vi, ta pa kar snema, pa kar na telefonu. Dedek Mraz. Nino, star si že? Se smo vsi stari. Ne, Sam eni malo več, eni malo manj. Ti si pa že res star, ker v bistvu 1.1. se obeta že jubilejni 20. novoletni skok v morje. Kaj pa to? To pa res. To je pa v bistvu naš dogodek z najdaljšo tradicijo. Drugače bi mogel biti 23. ker v bistvu v tistih letih so nam ga trikrat okradli, ampak 20, ja, res, nekaj posebnega. Kak se bo pa zdaj? Jaz sem gledala, recimo danes ima morje 11,6 stopinj Celzija, ne? Ja, zdaj to, če merijo zjutraj. Ko sem jaz včeraj gledal, je bilo 13,2 trenutna temperatura. Ne? To pomeni, da bo v bistvu v morju bolj toplo kot odzunaj. In mi smo že nagovarjali ljudi, da ne pridejo v Portorož, ker bo veselo. Ne? Nino je ful znan po nagovarjanju, predvsem mene. Trudim se, mogoče mi druge bolj uspeva, ti pa si trd oreh, zato mi je to še bolj poseben izziv in tu še več energije vložim, da te probam vedno kaj prepričati. Ampak, Nino, jaz sem naredila že velik korak. Nazaj, ja. Ne nazaj, naprej, ker dejansko pridem do Portoroža, sam skočim še ne. A veš, prej tudi do Portoroža nisem prišla, tako da glej, mali koraki. Jaz ne bi zdaj si tu nekaj hvale speval, sam sebi delal, jaz bi rekel, ok, pač nekaj narediš, ampak še vse en to v naših razmerih je to, ajde, tistih začetnih 20-25%, treba je pa malo več, ne? Lej, mogoče za 25, ko skočila noter. Ne, jaz bi tako rekel, zdaj imaš še par dni časa, tuš doma sigurno kočijo imate mrzel, ne? Medvedi so vam tako zdaj tiste kable potrgali, vse snega imate pol metra, v glavnem tudi če daš toplo vodo, pride mrzla ven, ne? Tako da jaz bi mogoče začel tako, da se malo zjutraj, pa malo popoldne, pa malo zvečer, tudi ko se umivaš še malo po telesu z mrzlo vodo. Že zdaj me je stresl, ja. Da malo telo doživi to prijetno občutje. Pol pa, če se bojo vse zvezde poklople, pa če te bo tvoj dober nagovarjal, ko pride ta 1. januarja v Portorož, pa da sonce še malo sije, pa da vidiš tam ogromno teh veselih ljudi, junakov, ki vsi komi čakajo, da skočijo, pa se mogoče le premisliš, pa greš vsaj po stopnicah, eni naredijo to. Ne? To bi jaz od tebe pričakoval. Ne skočiš, ok, ne znaš, na bombico ne znaš, te je strah, na glavo, nizka voda, ok, na noge, spet ne upaš, ampak po štingah eni grejo dol, prvo do kolena, malo nižji, pa pridejo nekje do prsi, pa reče, če sem pa zdaj že tu prišel, pa ajde še malo zaplavam in gre pol po štingah nazaj ven. Niti treba na drugo stran plavati, tako mi vsi to naredimo. Ampak, sam ritko namočiš v bistvu. Rekla boš, blasen za novo leto v morju. Samo prosti, če je jubilejni, zdaj že 20 skok v morje, bi jaz pa skočila rada, ne da tam grem kot stara mama. Zdaj ti rečeš bi, vse ja, pa ok. Pa čakaj, mogoče pa presenetim. Jaz ti pa dam malo možnosti, da saj malo narediš, ne, ker ti zdaj kar hočeš vse ali pa nič, jaz pa rečem, dej saj malo, boš pa videla, vsi se bojo drli, tam kamere snemajo, pop TV intervjuje, ne vem kaj vsi veseli, nasmejani. Ti už pa sam do kolena šla, pa še rekla, ne, sem pa res to naredila, če ne zdaj pa to. 25, kje boš ti, tam bo že, ko bo 25, imela enega otroka, boš rekla, nosečo se rizična, ne more spet. Pol bo drug otrok prišel, bo spet, ta malega že mora v šolo pelat, ne vem kaj vse, ne. Sam izgovori, enkrat narediš, pa je to, pa imaš mir od mene. Do marca, pa tako velikonočni tek že. Bom razmislila, da mi sam povej, prijave so še odprte? Prijave so seveda odprte, zdaj še na naši spletni strani, mislim, da je že čez 150 prijavljenih, kar iz parih držav, ampak večinoma se vsi prijavijo na dan dogodka,
tako da pričakujemo kar veliko gužvo. Letos imamo neko posebno novost, spominske majice. Posebne spominske majice, take res svetlo-modre z motivom morja in takimi res lepimi dizajni, tako da kozarc šampanca, seveda pa tisto nepozabno ogrevanje, skok in pa spominska diploma, ki bo gor na steni zavedno. Nino, deva narediti 2 sekundi pauze, ker jaz moram zdaj malo razmisliti, kaj bova v nadaljevanju povedala, sploh kar se tiče mene. Ne preveč razmišljam. Zdajle pikico pauze, ena fajn muska, I'm gonna be, 500 km, potem pa nadaljujeva. Važi? Ja, zmenjeno. Pa sva z Ninom že nazaj. Nino Cokan je moj gost danes v studiu in z Ninom bomo midva skočila v morje. Dobre, ne še danes, ne, ampak... Pa lahko probamo malo trenirati tole v Šmarjaku. V Šmarjaku, mogoče bi že mogla pa tam razbijati, če je minus, mogla je razbijati. Ja, vse to. V glavnem, Nino Cokan, star si ko zemlja, smo danes ugotovili, glede na to, da 1.1. bo tvoj jubilejni 20. novoletni skok v morje v Portorožu, na portoroški plaži. Jaz bi rekel naš, zato ker pri ta prvem nisem bil jaz zraven. Nisi? Tudi pri drugem, tretjem, ne, mislim, da 5. tam smo se pa pol pridružili. Ne. In res, takrat, ko sem prvič prišel zraven, na prvo povabilo, na prvega vem, da me je Grega Hočevar, ki je v bistvu pa res pobudnik tega dogodka, to je moj triatlonski prijatelj z Ljubljane, vabo, je rekel, prvega bomo nekaj naredili. Jaz sem takrat bil v Udri, sem treniral za te Ironmane pa to in me klical, je rekel, prvega bomo nekaj naredili, kaj pa, skočil bomo v morje, ne. Sem rekel, da je nekaj napisa, kjer bo prvega nota šel. Ne, res, imamo, sem naštudiral, nekaj že imam prijateljev, 2 prideta, pa televiziji tudi prije. Ne, sem rekel, super, kar skačete vi. Tukaj je Nino čul za televizijo, se je tudi tam narisal. Ne, in so takrat res pri Bernardinu, pri Rdečem svetilniku se je ta zgodba začela, so skočili. Oni vem, da je imel eno sliko tako, da je bil v bistvu izravnan v zraku z gladino. Neke intervjuje so tam devali, mislim, da sta 2 še njegove prijatelja bila zraven. Pa naslednjič spet, mogoče še kak zraven, megla, veš, da prvega nobenega ni bilo. Pa sem pa jaz res, me pa enkrat nagovarjal, smo pa v Ljubljani pri njemu bili za nov let in sem rekel, ajde, zdaj pa grem jaz to dol pogledat. Ne? In jih je tedi, bože, pa menda enih 15. Ne? In to so bila neka ogrevana megla, ful, in pol, ko smo tam po tistih skalah hodili ven, je res bil tak ful težek dostop iz morja ven, smo se takle malo porezali, veš, pa ko je tista voda, ko teče, to izgleda tako, da si cel razrezan in ni bil fajn prizor. In jaz sem rekel, bom jaz zraven, ampak dajmo to nekam drugam pelatne, dajmo neki druga lokacijo najti. In smo pa se tam s hotelirji tu pri hotelu Slovenija, od Life Class hotelov na tej plaži Meduza, smo se tu zmenili in tu organizirali. In takrat je bilo prvič, da je bilo to organiziran, da je bila prireditev prijavljena. Naprej je to bilo kar tak pač, par telefonov se obrnili. Ja, dobra vola. In smo takrat neka dovoljenja, soglasja dobivali pa to in je bilo spet sonce, ne? In je bilo takrat, mislim, da kar dosti ljudi, ne vem, koliko zdaj bi mogel pogledati tiste listke, ampak rečemo, da je bilo takrat, ne vem, enih 50. Ne? Ampak je bilo gledalcev ogromno, ne? In to je bilo gledalcev, da so udeleženci komi na te pomole prišli, ne? Pa jih je takrat bilo 50, ne? In pa smo začeli to malo promovirati, oni so takrat še, vem, da za vse udeležence dali karto za bazene, so se izprsili, karto za bazene in mislim, da je pol bilo v 1-2 let, da je bilo kar 150. Ne? In pol je bila tista lokacija s temi ljudmi pa udeleženci tak polna. Vem, da enkrat smo z županom, takrat je bil ta Bosman, Črnc, še smo gledali, sem rekel, župan, pizza, mi tule ne moramo imeti, to je preveč ljudi, kam pa? Jaz sem rekel, ne vem, imamo še kaj večjega v Portorožu. Je rekel, je v srednjo plažo, ne? Jaz sem rekel, ki pa je to, je tam dole srednja plaža, ne? In pa so tam žicali oni iz kabineta, kaj bomo, in sem jaz pa tak najavil predvsem in sem rekel, naslednje leto pa se dogodek seli na večjo lokacijo, na srednjo plažo. In pa smo ga v bistvu na tej lokaciji, ko smo zdaj tudi, takrat začeli prvič organizirati. Tako da
To je bila ena taka anekdota. No, ampak vidiš, to ti si rabo nekaj časa, da si prišel zraven. Kaj si to na sebe zgodbo že vlečeš? Nino, lej, če pa kaj pa veš, ne? Če pa kaj pa znaš ti, ja? Ne. Kar poveste, lahko uporabimo proti vam. Pa se to ni proti meni. Mislim, ja ne, pač, a veš, je to. Ja. Jaz vem, da ti rabiš malo več spodbude, ne? Nisi nič drugačna kot ostale ženske. Rabim več spodbude. Nisi nič, vsaka ženska rabi pač malo več nagovarjanja. Ok, so tudi redke, ko rečeš pa že, kar skočijo. Ampak jaz mislim, da počas te imamo mi, no? Ti me imaš v Portorožu fiksno. Naj pa povem, da ob 12. je zbor. Ja. Prijave in tako naprej. Ja, prijave bojo že, mislim, da kako urce prej, odvisno spet zdaj, ali bo vreme, ali bo ogromno ljudi že čakali, ker včasih že tam kar v vrstah čakajo, kdaj se bojo prijavili. Tako da mi bomo takoj, ko bomo imeli prizorišče pripravljeno, da te tapisone damo v graje in vse to razporedimo, bomo začeli prijave na dan dogodka sprejemati. Imamo 3 možnosti, letos smo naredili, ker je bilo toliko popraševanja, smo rekli, ena je ta osnovni paket, ne? Pač skočiš kozarc šampanca, diploma, v tisto skupino, glede na to, kdaj se prijaviš, greš, ogrevanje, organizirano, vse. To je prvi paket. Drugi je VIP paket. Je tam ena ploščad, kjer imamo v bistvu za udeležence VIP-a, posebej hrano pripravljeno, pijačo, šampanci, pivo, vse. Ok, kaj je pa super VIP? Pa je pa še super VIP. Super VIP je pa tisti ta prvi in letos bojo samo super VIP imeli možnost pred vsemi se ogreti, pred vsemi skočiti v morje, seveda z organizatorjem, ne, z mano, jaz moram prvi skočiti, da probam, kakva je voda. Pa boš imel neka fajne kopalke spet gor. Kopalke mornarske, seveda. So me pa že reševalci oziroma potapljači upozorili, da bo rekordno nizka oseka. Ne? To pomeni, da za nekatere zelo velike, visoke, tako kot si naprimer ti, oni bojo lahko v bistvu hodili. Iz ene strani pomola, na drug pomol bojo lahko hodili. Vsi boste lahko Jezusi. Tako da tam bo treba res malo paziti pri skoku, da ne bo kjer je res čisto navpično skakali dol. V glavnem ta super VIP je pa v bistvu ta paket za spominsko majico, šampancem, hrana, pijača neomejeno, tako da to je pa v bistvu tista tretja opcija, ki jo letos pripravljamo. Okay. Se pravi, prvi skočijo ob enih. Ja. In ta zadnji skočijo... Ko jih zmanjka. Ker vsakih 15 minut skoči ena skupina, najprej se ugreje, kvalitetno ugreje, se pospremi do konca pomola, tam skoči, ko oni plavajo iz enega pomola na drug pomol, se že v bistvu druga skupina noter spusti v ogrevalni prostor. Pač mi imamo dogodek, dokler so ljudje. Zaključek je nekje okoli 16. ure, ker ob 16:30 nastopajo Kingstoni, in pazi to, ob 6. ognjemet iz pomolov. Zakaj je fajn to Portorož, če gledam iz svojega vidika, ker jaz do polnoči ne zdržim, da bi gledala ognjemet 31. Ob 12. ko je južna, mi je prezgodi, to ob 6. a veš, je pa super, da še lahko spalo pa 7. zrisam, ko spat. Pa pod palmami sem. Tako da, če nimate ideje, absolutno 1.1. se vidimo v Portorožu, jaz in Nino Cokan bova tam. Super, vabljeni. Nino, hvala, ker si prišel, zdaj pa midva še podpišava tule pogodbo. Hvala tudi vam za povabilo, pogodbo, jaz ne vem, kako si pripravljal, osnutka nisem dobil na mail. Nema veze, videno, podpisano in gremo. Ok, to je to. Tako da vsi vabljeni 1.1. v Portorož že od 12. ure dalje. Srečno!